Ja, no, lepo pozdravljeni, še direktno v mojem imenu, hvala lepa za to predstavitev. Na začetku zdaj, tema je taka zelo interdisciplinarna, pa zelo široka, tako da jaz upam, da vam bo zanimiv. No, jaz sem to tako bolj konceptualno zastavil, glih zato, ker pač nimam toliko časa, da bi šel v neke hude podrobnosti. Če pa koga karkoli bolj detaljno zanima, pa seveda vabljeni, da tudi sprot postavljate vprašanja, pa bom pol na koncu se potrudil kaj bolj podrobno razložiti. Zdaj, kot že rečeno, pač jaz prihajam z pedagoške fakultete, dopolnilno sem tudi nekaj udeležen na medicinski fakulteti, ukvarjam se predvsem s vprašanji spola, tako predvsem spolne biologije, pa spolne vzgoje, delno pa seveda tudi z vizualizacijo podatkov, pa statistiko. Veliko ljudi to čuti, kako gre to skupaj, ampak v redu. Zdaj pa za začetek, da ne boste samo tako pasivno udeleženi, me zanima, kaj na sliki. Kdo zna? Kaj? Ja, kako se lahko še temu reče, oziroma kako ponavadi temu rečemo? Ja, spolni organi. A pa so res to spolni organi? Da malo povežemo že na začetku spolnost pa jezik, kako se kakšni stvari dejansko reče. Se pravi, izrazoslovje v tem kontekstu, seveda so to spolni organi, ampak odvisno v kakšnem kontekstu ta izraz uporabljamo. Če govorimo o spolnih organih kot reproduktivni vlogi, to seveda v redu, se pravi, gre bolj za nek reproduktivni vidik. V resnici je pa direktno tisti edini spolni organ, ki ga pri nas, pri ljudeh, pa tudi pri drugih organizmih, poznamo tole. Se pravi, danes je teden možganov, kakor jaz prav vem, in zaradi tega mislim, da je prav, da te zadeve z tega vidika na začetku osvetlimo. Zdaj, zakaj sem to izpostavil? Predvsem zaradi tega, ker vsa spolnost kot iz seksualnega vidika se seveda odvija v možganih. V možganih nastane spolna želja, z možgani v bistvu procesiramo informacije, ki pridejo iz naših v bistvu perifernih delov, skozi senzorne zaznave, hkrati pa tudi motivacija za nek motorični del, se pravi za stimulacijo, naj bo to avtostimulacija ali pa drugega pač posameznika, pride tudi z možganov. In podoben je z jezikom. Zdaj, tisto, kar je na perifernem delu, govorimo o tem, kar smo prej videli, se pravi to, kar smo na začetku rekli, da je bili spolni organi, samo en del spolnih organov z vidika seksualnosti. Pravzaprav govorimo o reproduktivnih organih v prvi vrsti, sama spolnost je pa predvsem širši pojem v tem, recimo, utelešenju. Se pravi, dostikrat govorimo tudi o poljubljanju med spolnim aktom, uporabljamo druge dele telesa in zato je bolj primeren izraz v tem kontekstu seveda recimo organi, ki jih stimuliramo, ali pa erogeni organi oziroma erogeni deli telesa. Zdaj sem prinesel tukaj. Pedagoške fakultete, sem nekako se potrudil biti didaktičen. V glavnem, to je model možganov, ga bom potem dal malo okrog. Kot rečeno, pa v bistvu zdaj, ko smo razjasnili pojme, govorimo o spolnem organu možganih. Podoben je pa seveda pri jeziku. Mi pač komuniciramo na različne načine, tako s telesom kot z govorom in zdaj z usti in z ušesi poslušamo in se potem na to odzovemo, tako da zdaj odgovorimo na tak ali drugačen način. Se pravi, z nekimi besedami ali pa tudi z govorico telesa na kakršen koli že način. In ravno tako, če bi zdaj hoteli opredeliti kot tak krovni, temeljni organ za komunikacijo, so to prav tako možgani. Ostalo bi lahko rekli, so govorila oziroma ne vem, deli za komunikacijo. In kar hočem zdaj s tem reči, seveda, da gre za neko polifunkcionalno zgradbo človeškega telesa, ker ima vsak del v bistvu lahko zelo različne vloge ali pa ga uporabljamo za zelo različen namen. Tako. In zdaj, da to konkretno pokažemo, kako to izgleda, to je homunculus, mogoče komu že to zna, predvsem je vezan na senzorični pa motorični korteks, to sta tukaj ta dva dela. In senzorični korteks je predvsem vezan na to, kako zaznavamo različne dražljaje,
Zdaj, motorični korteks je pa pravzaprav vezan na to, kako se na njih lahko odzivamo. In kakor vidite, te genitalije, kot smo jih prej opredelili, je samo en manjši del. Ostalo, pač predvsem pri senzoričnem delu so čutnice razporejene precej nehomogeno in kakor vidite, recimo ustnice, obrazni deli so zelo izrazito izpostavljeni, recimo tukaj le roke, prsti in vse te dele zelo intenzivno uporabljamo pač pri govoru, kot tudi, oziroma pri komunikaciji, kot tudi pri sami spolni aktivnosti, pa ne gre še za tako ali drugačno aktivnost. Zdaj pa pač, če majčkeno se navežemo na jezik, kako je pravzaprav jezik v možganih na nek način zabeležen ali pa kako ga tvorimo. To je neka zelo osnovna struktura. Se pravi, so neki osnovni deli korteksa, to je ta vrhnji del možganov. Zdaj, če to tako malo razstavimo, vidite, korteks je pravzaprav ta del, ki je pobarvan. In tukaj so večinoma vse višje kognitivne funkcije se odvijajo v tem delu. In v kontekstu jezika imate tukaj pač seveda auditorni korteks, jasno za sluh, ker pač poslušamo, kaj nam nekdo govori in se na podlagi tega potem odzivamo. Pol je Brokovo področje, to je predvsem za produkcijo govora, to, kar jaz zdaj recimo delam. Potem Vernikovo področje je nekako komplementarno Brokovemu, zato ker je zadolženo okvirno, seveda za razumevanje pisnega in tudi govornega jezika. Imate pa supramarginalni gyrus tukaj gor, to je ta rumeni del. Pač tukaj, to je zelo težko, ker možgani so izjemno plastični in je težko reči, ok, ta del je za to, ta del je za to, ta del pa za kaj drugega, ampak se te funkcije med sabo tudi nekoliko prepletajo, ampak v osnovi naj bi bil povezan z zaznavanjem in obdelavo jezika, temi recimo bolj kompleksnimi, tako kot angularni gyrus tukaj, ki sta pač itak zelo blizu tudi anatomsko skupaj. In gre za obdelavo zapletenih jezikovnih funkcij, naprimer branje, pisanje, interpretacija zapisanega, recimo semantika, semiotika ali kaj takega bi bilo tukaj. Ampak to je zelo poenostavljena shema, zdaj nekoliko bolj podrobna bi bilo tole, ne bom se pač toliko konkretno kle ustavljal, se pravi, vidite, da so številni drugi deli pri komunikaciji, pri govoru tudi udeleženi, kle vidite senzorični in motorični korteks sta prav tako udeležena, ker pač mi gibamo telo, ko komuniciramo, raven tako z mimiko obrazno, zelo veliko stvari povemo. Hkrati pa tudi drugi deli telesa, recimo, center za vid je zelo aktiven, hkrati, ker gledamo nekoga, podoben kot za sluh in tako. In podobno je seveda pri spolnosti. Zdaj, poleg teh, to so vse bolj, zdaj smo govorili o teh kortikalnih funkcijah. Zdaj, ne vem pač, s katerih področji nekako prihajate, pa koliko ste v bistvu seznanjeni, upam, da ni preenostaven ali pa da ni tudi prezapetleten. Spravo imate te kortikalne dele, korteks, pol je ta limbični sistem, nekoliko bolj globok v možganih, pa imate pa ta bazalni del možganov, to je pa pač možgansko deblo, pa podaljšana hrbtenjača. Tukaj so pa te najbolj osnovne funkcije, kot je recimo nadzor dihanja, peristaltike, srčnega ritma ali kaj takega. In za jezik, te osnovni izvorni principi jezika, pa tudi razvojno gledano, so v tem bolj centralnem delu, se pravi v limbičnem sistemu shranjeni, pa z limbičnim sistemom povezanimi deli, kot je recimo amigdala, tukaj so centri za strah, recimo, ali pa za neka taka čustva, potem tudi v samem limbičnem sistemu so seveda pač poglavitno, pa v prvi vrsti tudi čustva, procesirajo ali pa nastajajo. In zdaj tukaj v tem delu je tudi jezikovni del, sploh kar se tiče produkcije govora, se nekako evolucijsko in tudi sicer tukaj procesira deloma. Zakaj zdaj to kažem? Ker je to neka neposredna nevrološka povezava tudi s spolom ali pa s spolnostjo, predvsem s spolnostjo, ker zdaj stvar je bolj zapletena. Nimam časa iti tukaj zdaj v neke detajle, zelo se razlikuje nevrofiziologija spolnosti pri ženskah, pri moških, pri različnih spolnih manjšinah, tudi tako, da v bistvu tukaj zdaj neke zelo posplošene razlago je zelo težko narediti, ampak v osnovi, sploh pri ženskah so amigdaloidna jedra zelo pomembna, pri moških malo bolj hipotalamus, pri spolnosti, se pravi nevrofiziologija spolnega akta ali pa orgazma recimo, in tukaj imate recimo neko tako neposredno poligeno funkcijo teh delov možganov.
Zdaj, kot sem že rekel, sama nevrofiziologija spolnosti je mnogo bolj zapletena kot ta shema, ampak da dobite nekak osnoven občutek. Ključna pri pač nevrofiziologiji spolnosti sta predvsem dopamin pa tudi serotonin. A ne? In to sta pač udeležena predvsem v centru za nagrajevanje pa za motivacijo, če govorimo o dopaminu, v serotoninu pač tudi za neko dobro počutje oziroma za nek tak del. In vsi te nevrotransmiterji so pravzaprav udeleženi tudi pri delno, no, oziroma nekateri od njih v veliki meri tudi pri produkciji govora in pa pri komunikaciji. Toliko, da dobite malo občutek. Ne? Pa to spet zelo poudarjam, zelo poenostavljena shema, kjer bi se močno razlikovala tudi, če bi zdaj pogledali različne manjšine, a ne? Sploh kar se tiče spolnosti, in na tem področju še zelo veliko neznanega in je treba še precej raziskati. Vemo pa, da se ta slika močno razlikuje vsaj med heteroseksualnimi ženskami pa moškimi, so bistvene razlike. Smer bolj pa ugotavljamo, da je bolj kot sama biologija pomembna spolna identiteta pa spolna usmerjenost in s tem tudi komuniciramo kako skomuniciramo svoj spol, lahko tudi nezavedno kaže naslednja slika. To je pa iz ene konkretne študije. Zdaj, kaj to prikazuje? Ne? In jezik in spol oziroma spolnost sta zelo povezana s čim? Mogoče, kaj recimo pomemben? Zelo so pomembne asociacije, pa bomo rekli domišljija. Ne? To je zelo ključno. Zdaj, ste kdaj pomislili, da bi samega sebe požgečkali? A to gre? Ne gre, ne? No, en od razlogov, zakaj to ne gre, ne, je pravzaprav tudi nevrološke narave. Zdaj govorimo tudi o Bereitschaftspotenzialu, tako zvanem, ne, ker pravzaprav gre za to povezavo, da mi že vnaprej na nek način vemo, kakšen naj bi bil občutek, ko sami sebe stimuliramo. To je pač eden od mehanizmov varčevanja z energijo, a ne zato, ker drugače bi ogromno energije izgubljali, če bi zdaj vsak dražljaj, ki prihaja od nas samih, pravzaprav na enak način procesirali, kakor tiste iz okolice. In to je tudi eden od takih zelo poenostavljenih razlogov, zakaj pravzaprav kljub temu, da je toliko enih možnosti, da sami sebe spolno zadovoljujemo, še zmeraj iščemo pač partnerje ali pa nekoga zunanjega, ne. No, zdaj, kje pa je tukaj konkretna povezava s samim jezikom na tej shemi? Ne? Vidite, da imate, bom probal zelo enostavno narediti, se pravi, gre za spolni dimorfizem v jeziku prek analize različnih romanov, različnih avtorjev. Zdaj, to je bila metaanaliza, bilo je več 100 romanov udeleženih v to analizo, vključenih več 100 različnih avtorjev tudi in te avtorji so bili pogrupirani glede na to, kakšna je njihova spolna usmerjenost, pa ob rojstvu pripisan spol. Zdaj, in tukaj imate pač sliko za moške, tukaj za ženske avtorje oziroma avtorce, pa glede na spolno usmerjenost, pa različne faktore, ki so jih analizirali. Ne? Prav tukaj vidite, da imate različne, ne vem, kako so se uporabljali, koliko je recimo številskih elementov zapisanih ali pa kako je v bistvu, ne vem, teh čustvenih izrazov za recimo žalost, izražanje ali pa tako dalje. In zdaj tisto, kar je z roza, je pravzaprav glede na spol. Tisti, ki so bili pretežno bolj pogosto uporabljeni pri ženskih avtoricah, z modro pa tisti pri moških avtorjih, črno pa te, ki so nekje vmes. Zdaj tukaj, če pogledate ločeno pa glede na spolno usmerjenost, lahko vidite, da implicitno pravzaprav nakazuje na to, da homoseksualni moški rajši uporabljajo tiste izraze, ki so bili bolj tipični ali pa tako strukturo jezika, če tako rečemo v njihovem izrazju, ki so bili bolj značilni za ženske avtorce sicer, a ne? Te, ki so pa heteroseksualni, tukaj se res dobro vidi ta ločnica in je tudi zelo velika razlika. Pri ženskih avtoricah pa niti ne to, kar vidite, ne? Pa to predvsem manj izrazito vezano na spolno usmerjenost. Zdaj, spet razlogov za to je več, pač tudi teorij za to je več, ampak ena od teh je seveda, da pač je vključen dopamin kot nevrotransmiter tudi v nekatere teorije. In sicer skozi to, da gre spet za neko artikulacijo, gre spet za neko v bistvu asociacijo
In zdaj, koliko pa recimo, kot veste, tudi med samim spolnim aktom mi komuniciramo in je to en ključnih delov. Spet je tukaj iz evolucijskega vidika in iz evolucijske perspektive stvar zelo pomembna na ta način, da nekateri, a pa več študijah je bilo pokazano, da so, sploh kar se naglasa tiče, določeni naglasi so nam lahko bolj privlačni kot drugi in da je od tega tudi zelo odvisen, ali nam bo nekdo simpatičen ali ne, to eni povezujejo s tem, da je pravzaprav nek oddaljen naglas ali pa povezan tudi z neko evolucijsko prednostjo lahko, ali pa s tem, da pač je nekdo tudi po genski strukturi nekoliko bolj različen od nas in da to pomeni seveda bolj variabilno strukturo populacije, ne glede na pač predpostavki, da to vodi, da nek odnos vodi tudi v potomca. Tako da to je pač eden od vidikov. Drug vidik je pa seveda tudi skozi neko neverbalno komunikacijo, kjer gre za nek dotik, za neko komunikacijo prek nekih hintov, če tako rečem. In to je vse nekako vezano na asociacije, ki nam jih recimo seveda daje tudi jezik. In zdaj, če imamo kakšen tak konkreten primer, a ne? Zdaj, en od teh so že tudi, kakšen je odnos družbe do nekih spolnih recimo manjšin ali pa kako obravnavamo določeno agresijo do spolnih manjšin, kako recimo rečemo tistim, ki so recimo nasilni do recimo homoseksualne manjšine, da so homofobni ali pa da so transfobni, če govorimo o transspolnih osebah, in ta izraz je sestavljen kako? Prav homo kot nekdo, ki ima rad pač isti spol, ne? Pa fobija. Fobija je pa strah. Ne? Se pravi, tukaj je tudi zelo pomemben ta del. Ne? Se pravi, govorimo o tem, da je nekdo se boji teh. Ne? Zdaj pri drugih vidikih tega nekako ni zaznati. Recimo, če govorimo o rasizmu, ne govorimo o strahu pred pač temnopoltimi ali pa pred nekimi osebami druge rase, ampak v bistvu je čist nek drug izraz. In to spet jezikovno gledano nakazuje na, pač vpliva na naše dojemanje, na našo percepcijo tega. Zdaj, kdo pozna Sapir-Whorfovo teorijo ali pa hipotezo? To je pač dosti kontroverzna teorija ali pa hipoteza, za katero je nemogoče najti, nekega dokaza, ker deluje v obe smeri, težko potrdiš, da zdaj zaradi tega, ker je jezik tak, kakršen je, pravzaprav imamo tak način razmišljanja ali pa obratno isto, lahko bi pa tudi drugače trdili, zato ker imamo tak način razmišljanja, se je razvil tak jezikovni podstat. Ampak kljub vsemu nam tukaj sama ideja, sam koncept Sapir-Whorfove hipoteze lahko pomaga, se pravi, gre za neke asociacije, ki so povezane z jezikom in vplivajo na to, kako mi nekaj dojemamo, in domišljija, kot smo prej videli, je tudi vključena in v izražanje jezikovno in v komunikacijo, v to, koliko smo mi kreativni, kot tudi v to, kako pravzaprav pač v spolnosti ta kreativnost tudi en ključnih elementov privlačnosti. Zdaj pa za konec, da bomo res tak zelo konkreten, malo zabaven primer pokazali. Se kdo spomne te pesmi? Se spomnite? Ja? No? Ker sem bil jaz v gimnaziji, se je pa pač ta pesem nekako ne glih popularno, ampak to je takrat ven prišlo in je pač s tem to je krožilo okrog. In to je recimo refren. No? In en mes, ki smo čakali recimo na eno od ur, predvsem to je, vse se mu zlagala, se pravi, on je kao najlepši od zdravnikov, se pravi, gre za zelo implicitno nakazovanje, gre skozi komunikacijo, čist jezikovno, gre za nakazovanje, implicitno asociativno nakazovanje na neke pač spolno eksplicitne vsebine. In kam je to pripeljal? Moj sošolc, takrat, ko je sicer potem šel v Rim za duhovnika študirati in je bil popolnoma nedolžen, drugače, kar se tega tiče, je to v bistvu, kljub temu, da je že samo besedilo izjemno nabito z nekim seksualnim ali pa erotičnim nabojem, je on to v bistvu uspel še pojačati in je pravzaprav iz izvirnega refrena naredil tole. Tako da, vidite,
Okay. Tako da na ta način pač tudi skozi možgane in skozi jezik, skozi asociacije pravzaprav nekako se odvija ta preplet, ne? Komunikacije in spolnosti na nivoju recimo možganov kot spolnega in seveda jezikovnega ali pa komunikacijskega organa, nekega univerzalnega organa. Tako, jaz mislim, da sem zdaj približen s časom tam. Ne vem, jaz upam, da vam je bilo zanimiv. Pač probal sem v tem času, ki mi je bil dan, nekako pokazati par zanimivih elementov prepleta med spolnostjo pa jezikom, pa z vpletanjem seveda na to, da so tudi gre za možgane, tudi ta nevrološki vidik, zdaj koliko mi je uspel, boste vi povedali, če pa seveda, če se pa porajala kakšne vprašanja, pa z veseljem. Tako da hvala. Ja, smo dobili tudi eno vprašanje in sicer, ali je res, da o oživčenju ženskih genitalij vemo bistveno manj kot o moških, saj je bilo zgodovinsko ženskemu telesu v medicini namenjeno manj pozornosti? Ja, to je pa zelo zanimivo vprašanje. V bistvu z tega vidika ne bi se s tem ta zadnjim delom mogel čist strinjati dejansko. Je res, da sama spolna medicina, kot spet, tako kot smo prej videli, ne, se pravi spolni organi, so v medicini zastopani predvsem spet z reproduktivnega vidika. Ne. Sama spolna medicina, vsaj v Sloveniji, pa tudi v tujini, zdaj nekako sicer to v tujini mer bolj uveljavlja, ampak v Sloveniji je zelo zapostavljeno področje. Zdaj, specialistov za spolno medicino je v Sloveniji zelo malo, kot strukturirano, pač v strukturi pa to področje ni prisotno. Ne. Ženske, ko recimo imajo težave s tem, grejo k ginekologu, ampak ginekolog je primarno specialist za reproduktivno zdravje. Ne. Zdaj, če pa moški ima težave s spolnostjo, kam se pa on obrne? Na urologa, ne, ki pa pravzaprav je, seveda, zdaj, če ženska ima težave z sečili, gre prav tako k urologu, ne, se pravi, moški načeloma specifično za zdravje reproduktivnih organov nimamo specialista. Tako da ta del, da je recimo bilo to z medicinskega vidika slabš zastopan v zgodovini, ne bi čist držal. Je pa res, da v določenih vidikih spolnosti žensk vemo manj, ali pa je to manj izpostavljen. Zdaj predvidevam, da mogoče tukaj je šlo za klitopismenost ali pa za pač poznavanje klitorisa ali pa tako, ne? Ampak naj povem, da pravzaprav z embrionalnega vidika so ženski spolni organi homologni moškim in oziroma obratno. Prav do 3. meseca se vsi razvijamo kot ženske v embrionalnem razvoju in šele potem, če imamo Y kromosom oziroma tako zvan SRY gen na Y kromosom in če se ta aktivira, se potem ta razvoj preusmeri v moško smer. Ja, pa dobili smo še eno vprašanje in sicer, ali se nevrofiziološki korelati govora pri moškem in ženski razlikujejo? Ja, to je tudi zanimivo vprašanje. Sicer zato res moram priznati, da nisem največji specialist, ampak kar sem prebral, in načeloma tukaj bistveno manj razlik, kakor jih je pri nevrofizioloških korelatih ali pa razlikah v doživljanju spolnosti. Je pa res, da ne, če se spomnite tega grafa, ne, tukaj pa kaže na to, ampak da to ni zdaj toliko zelo vezan na spolne razlike v principu pač v obrojstvu pripisanega spola, ampak je predvsem vezan bolj na spolno identiteto posameznika. Ja? Se pravi, ta jezikovni podstat se načeloma prilagaja. Zdaj, zakaj? Ena teorija bi bila, zato ker deloma seveda spolni hormoni, testosteron predvsem, delujejo lahko v določeni meri tudi kot nevrotransmiter ali pa še bolje rečeno kot nevromodulatorji. In v tem smislu lahko vplivajo na nevroplastičnost določenih centrov in zdaj seveda s tem povezanih lastnosti ali pa fenotipa, vedenskega, doživljajskega, kakorkoli že. Tako da ja, na ta način seveda so razlike, ki pa niso tako vezane sam na spol, ampak predvsem na spolno usmerjenost. Ali pa pač na spolno identiteto, zdaj, če govorimo tudi o spolnih.